Pozdravljeni v zadnjem odmevu tedna letošnje sezone. Čeprav smo že konkretno zakorakali v poletje, pa je za nami politično precej pester teden. Od cirkusov na domačem parketu do preobratov v Evropi. Dogajanje bo tokrat za vas komentirala Peter Mrše in Mirko Majer. Mirko, dobrodošel. Živijo, Peter. Pa če pogledamo najprej morda en izsek iz sredine seje parlamenta z predsednico Urško Klakočar Zupančič. In ljudje nas niso volili zato, da bomo tukaj vlagali posvetovalne referendume in čakali 30 dni, podaljševali zakonodajne postopke, ker to je vaš namen in nič drugega. In to je jasno in to ste jasno povedali in nehajte se izmikati. Zlorabili ste institut posvetovalnega referenduma, kot ste ga že večkrat in ga ne boste več. Želeli ali ne, ne boste več. In tudi ne parlamentarne preiskave, če bo ta zakon potem sprejet. Naj bo že enkrat red v tem parlamentu. Hvala lepa. Mir v dvorani, prosim. Elena Grgurevič, obrazložitev v lastnem imenu. Mir, tišina, prosim. Ja, torej ta predlog absolutno. Mir. Urška Klakočar Zupančič, nerazočarane. Ja, res je. Velikrat smo se že ali začudili, na široko odprli oči, ali tudi, bodimo iskreni, kar prijetno nasmejali. Tisto, kar kaže ta posnetek, pa je po mojem vendarle bolj resna tema in v bistvu nekaj najslabšega, kar jaz opažam že leta in leta v slovenski politiki. In to je, da si dve največji stranki, recimo ta hip v parlamentu, kot kaže, niti ne priznavata osnovne legitimnosti. Drugi ne priznavata, koliko tisoč ali pa 10 000 glasov je za njimi in se želita pravzaprav kot politična konkurenca izničiti. In ravno to je po mojem problem. Recimo SDS in Gibanje Svoboda, še prej pa kakšne druge levosredinske reinkarnacije in SDS, se ne dojemajo po več kot 30 letih državnosti kot politična konkurenca, ampak kot politični sovražniki. In mislim, da je to tudi tisto, kar Slovenijo objektivno pri njenem razvoju, pri tem, da bi ujela neko povprečje najbolj razvite Evropske unije, najbolj drži nazaj. Če se dotaknem še instituta predsednika Državnega zbora in vloge Urške Klakočar Zupančič, ki se je očitno kar prepogosto ne zaveda, zgodovinsko gledano, ne samo v našem parlamentu, v vseh parlamentarnih demokracijah, je to človek, ki je na nek način predsednik vseh. Kljub temu, da jasno pripada neki politični opciji, je vedno bil amortizer med skrajnostmi. To, da pa skrajnosti proizvaja sam, da se tako odrezavo, tako zelo strastno in sovražno oglaša, sploh pa, da si privošči še nek solo izpad v stoje pred drugim poslancem, bi pravzaprav nekdo, ki je na tej funkciji, mogel preseči. Tudi, če je bil objektivno sprovociran, ne želim reči, da je v tem sporu kdo izpadel boljši ali slabši, pa kljub temu samo eden med njimi pa je predsednik Državnega zbora, ki bi moral pač nekaj oktav znižati glas in kakšno stvar tudi požreti na račun funkcije. Drži, ne? Sej, če morda pojasniva za gledalce, zakaj je sploh šlo v parlamentu, ne? Skratka, Urška Klakočar Zupančič je skupaj z odreditvijo parlamentarne preiskave Roberta Goloba in podjetij GEN-I, Star Solar vložila zakon, s katerim je omejila pravzaprav to parlamentarno preiskavo. NSI pa je potem z manevrom posvetovalnega referenduma odločanje o tem zakonu zamaknil, oziroma zdaj so odločali pravzaprav o tem posvetovalnem referendumu. Pogleda, kaj je Aleksander Reberšek povedal o tem zakonu. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je zlorabila inštitut predloga zakona, ker je želela z njim vplivati na ustanavljanje točno določene preiskave njene stranke. Pa to se vidi z Lune. To je povsem jasno. Ker je bil zakon vložen skoraj hkrati s preiskavo, je bil vložen po skrajšanem postopku, čeprav gre za izjemno zahtevno ustavnopravno materijo, ste hiteli z nujno in pa izredno sejo, hitreje kot Usain Bolt teče na 100 metrov, Zakonodajno-pravna služba pa ni imela časa preučiti vsebine. Tako zelo ste hiteli.
Omejevanje dela opozicije ne bi lahko verjetno rekla, da je to ta poskus Urške Klakočar Zupančič, pa je to vendarle tudi lahko bumerang, ne? Ja, v tem mandatu vidimo, da v bistvu vse preiskave parlamentarne, ki se kakorkoli dotikajo Gibanja Svobode ali pa njihovega predsednika Roberta Goloba, skuša Gibanje Svoboda voditi sama, kar je do neke mere presedan glede na preteklost. Vsa ta orodja, od referendumov do preiskovalnih komisij, pa še česa, so dejansko zgodovinsko gledano povsem legitimna orodja politične opozicije, čeprav je Urška Klakočar Zupančič ravno to v parlamentu trdila, da to ni orodje opozicije, ampak vseh. Ampak vendarle bi rekel, da v tem mandatu vidimo nekaj novega. Torej, da pravzaprav preiskave opozicije so onemogočene tudi z zakonskimi predlogi, tako da mislim, da tu preprosto nimajo prav in ni spodobno. Nekdo je dobil na volitvah okoli 40% glasov, skupaj s svojo koalicijo seže tam nekje do 52 glasov v parlamentu. Če govorimo o zgodovinsko potrebnem sistemu zavor in ravnovesij, potem je pravilno, da ima svoja orodja tudi opozicija. Sicer imamo kaj, diktaturo. Drži, ne? In sicer tudi sama opozicija pravzaprav opozarja, da lahko se, ko se bo vlada obrnila, stvari tudi obrnejo in takrat bojo tenko piskali. Tako. Ob tem velja povedati še to, SDS napoveduje celo naknadni zakonodajni referendum, zdaj posvetovalni NSI-jev referendum je bil zavrnjen strani poslancev, so lahko v SDS-u uspešni, vendarle preiskovalne komisije niso neka seksi tema, kot recimo pitna voda. Imaš prav, niso seksi tema in še dlje bi šel, so tudi težko razumljiva tema. Pozvati najširšo maso državljanov in ljudi, ki vendarle ne moreš od vseh zahtevati, da zelo podrobno spremljajo premike v dnevni politiki, je tudi neodgovorno. Se pravi, spraševati jih, kaj menijo o neki tehnični spremembi zakona o parlamentarni preiskavi, je po mojem neresno. In se vrnem na tisto, kar sem rekel prej. Ker se dva največja pola v slovenski politiki z načinom komunikacije na obeh straneh ne znata dogovoriti prav čisto nič in nimata niti najmanjših skupnih imenovalcev, se potem zgodi to. Ljudi sprašuješ nemogoče stvari, za katere so te izvolili, da jih rešiš sam v parlamentarnih sobanah. Zdaj težave z skupnimi imenovalci imajo pa tudi v Franciji. Zdaj, v nedeljo smo spremljali drugi krog parlamentarnih volitev, ki jih je predsednik Macron sklical po hudem porazu na evropskih in kot kaže se mu je vsaj delno manever nekako izšel. Vsi smo nekako po prvem krogu pričakovali, ali pa marsikdo je pričakoval zmago Le Penove. V prvem krogu je zmagala z 33%, pa vendarle so potem taktiziranja med, lahko rečemo, skrajno levico in Macronom pripeljala do tega, da je na koncu skrajno leva Nova ljudska fronta, nek konglomerat večjih levih strank, vključno s komunistično partijo in zelenimi, zbrala 193 poslancev, Macronova stranka 164, Le Penova pa šele na tretjem mestu 123 poslanci, četrti republikanci 20. Kaj nam to kaže nekako v francoski politiki? Mislim, če kaj je neko osnovno in najbolj nedvoumno sporočilo Francozov po teh volitvah je, da si večina Francije vendarle še vedno ne želi skrajne desnice na oblasti. Po drugi strani nesporno, skrajna desnica v Franciji se krepi, tudi zato, ker nihče ne naslovi učinkovito getoizacije Francije, se pravi izbruha socialnih problemov, posledično nasilja, revščine in brezposelnosti. Tako da je to gibanje na nacionalni zbor Marine Le Pen zraslo od 2017 iz 8 na, kot praviš, 123 poslancev, imajo prvič v zgodovini skoraj 10 milijonov volivcev med Francozi. Kljub temu pa jih večina Francije zaradi velike odbojnosti te skrajne desnice in njenih idej ne prepusti k oblasti. Rekel bi tako, zmagovalcev teh volitev ne vidim. Na eni strani seveda skrajna desnica je bila ustavljena in ne more govoriti o zmagi, čeprav tudi to besedo so v dneh po volitvah nekako simbolno uporabili. Še najbližje, kot ugotavljaš sam temu, da se sam razglasi za nekega simbolnega, moralnega zmagovalca teh volitev, je aktualni predsednik Macron, ki pa tudi težko govori o zmagi, ker je zaradi tega pakta z levico izgubil več kot polovico svojih obstoječih predstavnikov v parlamentu in potem je tu še objektivni, sicer po glasovih zmagovalec, to je to levo zavezništvo Mélenchona,
ki nima pa niti skupnega programa, se pravi nekih programskih ciljev za Francijo, pa niti prepričljivega vodje oziroma zdaj, kot se kaže, kredibilnega kandidata za prihodnega mandatarja. Niti skupaj niso praznovali rezultate. Res je, niti tega niso dočakali skupaj, tako da bi rekel, na eni strani verjetno za velik del Francozov, glede na neko njihovo zgodovinsko dušo, olajšanje, ker pač teh skrajnih idej ni na oblasti, na drugi strani pa tudi velika nestabilnost in velike skrbi za drugo največje evropsko gospodarstvo, vendarle imeli bojo enega najbolj razdeljenih in razpršenih parlamentov v zadnjih 40 letih in imeli bodo status quo. Vemo, da po njihovi ustavi vsaj še eno leto niso dovoljene nove predčasne volitve. Skratka, nič dobrega. Kar bi pa rekel, in se navezuje na dogajanje v Sloveniji, bile so to absolutno klasične volitve proti, prav takšne, kot jih zelo dobro poznamo v Ljubljani oziroma v Sloveniji, proti politikam Janeza Janše in stranke SDS. In z vsemi simptomi, z ogromno mobilizacijo volivcev levo od sredine, skoraj 67% volilno udeležbo v Franciji, ki je, mislim, da najvišja od leta 81 v zadnjih 40 letih, in s taktičnim glasovanjem. Kaj bo pa to prineslo? Verjetno podobno neoperativno oblast, kot jo je prineslo nam. Le Penova napoveduje, da je to pravzaprav le odložena njihova zmaga. Zdaj, hkrati pa recimo mi je zanimiva ta kombinacija. Se pravi, mi govorimo zdaj o skrajni desnici pri Le Penovi, ki je pravzaprav svoje skrajna stališča precej spolirala in pripeljala pravzaprav ta nacionalni zbor bistveno bolj proti sredini, kot so bili recimo v času njenega očeta. Na drugi strani imamo pa to pravzaprav skrajno levico z 90% davkom na zaslužke nad 400.000 evri. Nobenega problema realnega v francoski družbi s tem seveda niso rešili, s temi zadnjimi volitvami. Kot si omenil, na eni strani ima na primer nacionalni zbor Marine Le Pen ideje, kot je ena od njih, naprimer, je, da se ljudem v Franciji, ki imajo ob francoskem še kakšno drugo poreklo, z ustavo onemogoči pomembnejše javne funkcije in službe. To je potrebno ugotoviti, da je recimo element rasizma, ki ga že desetletja nekako nima po drugi svetovni vojni prostora in pravice v evropskem prostoru. Na drugi strani Mélenchon kot nek vsaj neformalni vodja te zmagovite kompozicije na levi, na skrajni levi, ima pa idejo o 90% obdavčitvi vseh letnih prihodkov, ki presegajo 400.000 evrov. Pa če še to postavimo v zgodovinski kontekst, je to dejansko prisilna nacionalizacija po vzoru najhujših diktatur oziroma vojaških hunt. Skratka, če je kaj odloženega, je pa ta neuzdržna v bistvu bipolarizacija francoskega političnega prostora in to je slabo. Zdaj, zanimivo je ta odmev, pravzaprav se mi zdi, ki se iz Evrope v Franciji tudi vidi. Evropski parlament je po evropskih volitvah zavil nekoliko bolj v desno, pa vendarle se zdi, da so pogajanja za visoke položaje oziroma za koalicijo, neformalno vsaj to koalicijo v Evropi, potekajo povsem po identičnih kopitih, torej EPP, socialisti in demokrati, pa Renew, torej liberalci. In na drugi strani tudi Francozi so zavili močno v desno s parlamentom in z glasovanjem, pa vendarle vlada na koncu izrazito pravzaprav celo obrat v levo. Vlada kakršnakoli že bo na koncu, francoska bo imela bolj leve odtenke, ker bo očitno, tako se vsaj nakazuje, Macron moral sklepati te vsebinske kompromise s skrajno levico, če bo želel kakršenkoli zametek neke operativne koalicije. Kaj to pomeni za Evropo? Mislim, da niti ne toliko za sam Bruselj oziroma evropske politike, kot verjetno za to situacijo med Ukrajino in Rusijo. Mislim, da je sporočilo francoskih volitev še najbolj pomembno za tisto fronto tam. Dobili so, ali pa ohranili, bolje rečeno, pravzaprav Ukrajinci enega pomembnega evropskega zaveznika v tem brezpogojnem na nek način podpiranju z orožjem in denarjem. Verjetno bi bilo v nasprotnem primeru tudi ob spremembah, ki se kažejo v ZDA s Trumpom, bistveno težje, oziroma bi se jim zvijalo roko, naj vstopijo v neka verjetno, domnevam, precej neenakovredna pogajanja s Kremljem in se, ukolikor želijo pač tudi v prihodnje v integracije, kot so NATO ali pa Evropska unija, pravzaprav na silo nekaj izpogajajo, morda celo sebi na škodo. To je bila neka alternativa, po mojem mnenju. Mislim, ta obrat, recimo. Volivci so pravzaprav dali signal, želimo recimo nek popravek smeri iz leve proti desni. In Evropski parlament in francoski gre sta pravzaprav iz neke leve sredine v še bolj levo.
Ja, zanimiva situacija. Kaže podobno, kot so se prej dotaknila nekih recimo manevrov ali pa čisto legitimnih orodij v slovenski demokraciji, kot so preiskave, referendumi in podobno. Kaže, da imajo vendarle establishment, se pravi bodisi vrh Evropske komisije, bodisi posamezne nacionalne strukture, kot je predsednik republike, obstoječa vlada in podobno, vendarle izjemno, tudi v časih demokracije, izjemno velik vzvod, da naredijo tako, kot jim njihova neka interna morala ali pa načela govorijo mimo ljudstva. Res je. Ne? Zdaj, tretja sila v Evropskem parlamentu postaja Patrioti za Evropo, ne? Torej, to je sila, ki se je po volitvah zdaj pridružila tudi Marine Le Pen, sicer pa jo ustanovil Viktor Orban skupaj z še nekaterimi skupinami, z vsemi, ki so se vmes pridružili, imajo zdaj 84 poslancev, kar pomeni tretje največ, celo pred evropskimi konzervativci in reformisti, ki mislim, imajo enega ali dva manj od tega. Zdaj, to tretje mesto lahko prinese kakršen vpliv ali ne? Rekel bom tako, res je, da so tretji, res je, da imajo 84 mandatov, po drugi strani je to treba postaviti v širši kontekst. EPP, se pravi Ljudska stranka in socialisti oziroma demokrati, ne, imajo pa skupaj, mislim, da 324. Ne? In zdaj, če pogledamo to razmerje, ugotovimo, da je realen vpliv na politiko Bruslja, na politiko Štrasbura, teh domoljubov za Evropo omejen. Sam bolj kot na to, da bi to dajalo povsem nek nov von in smer evropski politiki v celoti, vidim na nek način to novo politično skupino domoljubov, že samo ime pove, kot nek podaljšek nacionalnih politik. Na eni strani bodo s tem novim odrom, ki so si ga ustvarili, z novo grupacijo, skrbeli, da se njihove posamezne države na nek način še vedno mnenjsko polarizirajo okoli njihovih bolj ali manj skrajnih politik, in na drugi strani v bistvu bodo nastopi v Bruslju in Štrasburu, ki so že zdaj, bodimo realni, v veliki meri bili natanko to služili kot nek podaljšek kampanje, ki jo vodijo doma. Skratka, Bruselj kot nadaljevanje notranje politike v bistvu. Ne. Zdaj, SDS ostaja zaenkrat v EPP-ju, niso se pridružili Patriotom za Evropo. Bi jih lahko videli tam, vendarle Romana Tomc ima podpredsedniško mesto trenutno v To je kar zanimiva stvar, o kateri se po mojem celo presenetljivo malo govori in piše zadnje dni in tedne v Sloveniji. Zakaj? Treba se spomniti, kako glasen je bil in Janez Janša in SDS pač kot politična skupina glede tega, da prvič niti ne podpirajo Ursule von der Leyen za nov mandat na vrhu Evropske komisije in da se jim tudi ta formula, ki jo omenjaš, torej ponovitev te velike koalicije med EPP, med socialisti in med Renew, ne, med liberalci, zdi zelo slaba za Evropo, in pred evropskimi volitvami so zelo veliko govorili o tem, da če se vse skupaj še enkrat ponovi, ne, so vsi scenariji za njihov odhod iz EPP odprti. To je bilo rečeno še nedavno. No, potem so zelo prepričljivo dobili v Sloveniji evropske volitve, kar bi jim načeloma lahko dalo še večjo svobodo, da zdaj povedo svoje. Na drugi strani so jih ti njihovi tradicionalni zavezniki na Madžarskem, v Italiji, v Franciji spravili na čistino, ustanovili skupino. SDS pa ne samo, da se tej skupini v štartu ni pridružil, ampak glede vsega tega, kar je prej problematiziral, zdaj povsem molči. Zakaj? Nimam teze pravzaprav, je pa zanimivo. Omenil si nek indic, ne? Na ravni nekih individualnih karier je seveda mesto podpredsednika te skupine EPP-ja, ki ga ima Romana Tomc, seveda velik dosežek, ne? In na drugi strani tudi realno takšna funkcija znotraj neke velike, največje skupine v Evropskem parlamentu povečuje realni vpliv, ki ga ima SDS. Vendarle biti v vladajoči stranki, ne, ali biti v neki obrobni opozicijski stranki, čeprav tretji največji, je bistvena razlika v samem Evropskem parlamentu. Tu se malo pošalim, ne, da ne bi kdo čisto dobesedno vzel te usporednice, ampak SDS ta hip v EPP-ju je nekaj takega kot Mojca Pašek Šetinc v izdihljajih svoje kariere še pod okriljem gibanja, preden je šla ven. Ne. Vse udobje velike poslanske skupine imaš, v strokovni suport, tudi kaj manj te stane, da opravljaš svojo funkcijo, dokler si pod tako velikim okriljem, ko to izgubiš, je vendarle težje. Mojca Pašek Šetinc to dobro ve, da je zdaj težje, SDS tega še ni probal. Zdaj, zanimivo je pa tudi to vprašanje, oni še vedno pravijo, da ne bodo podprli Ursule von der Leyen, ne, niso edini, recimo tudi Matjaž Nemec iz SD-ja pravi, da je ne bodo podprli, nisem prepričan, kako sta Marjan Šarec in Irena Joveva. Zdaj,
to nakazuje, da tudi ta koalicija, pravzaprav, ki je sicer v teoriji dovolj široka, torej EPP, SD in Renew, nima zagotovljene morda za Ursulo von der Leyen glasov. Nima. Mislim, da imajo te tri skupine, ki jih omenjaš, 400 ali 401 mandat v Evropskem parlamentu skupaj. Ja, potrebuje 360. Tako, 361 in se nakazuje, da jih v bistvu samo znotraj teh treh grupacij morda celo ne bo dovolj. Tako da se je že pisalo dan, dva nazaj o tem, da Ursula von der Leyen mora vendarle po posamične glasove seči dlje, tudi v kakšne druge skupine, ki do zdaj niso bile. Kljub temu pa, mislim, da je to zdaj stvar enega tedna, te volitve, približno en teden je do tam, nekako ne vidim velikega presenečenja, po mojem ne. No, potem povejo še, da je AfD tudi sestavila zdaj novo skupino, iz nje izpadla, so pa ravno za las ujeli, mislim, da so 24 poslanci, 23 je pa tista meja. No, zdaj, ko so bila pri Viktorju Orbanu in Patriotik za Evropo, Viktor Orban se je podal pred dnevi na mirovno misijo, lahko rečemo, obiskal je Kijev, Moskvo in Peking. Kakšne, recimo, izplene lahko vidiš iz tega? Zdaj rekel bi tako, v idealnem svetu in ob malo bolj, recimo temu, idealistični predstavi politike, ki jo sicer gledamo ali na nacionalnem ali pa na evropskem nivoju, bi Bruslju v takih razmerah zapletenih, kot so, seveda koristili ljudje, ki ne glede na medsebojne spore ali nestrinjanja o določenih ali pa številnih stvareh, ki imajo na vseh straneh upletenih odprta vrata. Pa v Kremlju, pa v Kijevu, pa v Pekingu in še kje. Problem pa je recimo z Viktorjem Orbanom, da še najbolj, če že kje ima zaprta vrata ravno na domačem dvorišču, se pravi v Bruslju in v Štrasburu. Te komunikacije ni, to se precej brutalno ali pa boleče kaže v tem, da je Madžarska prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, pa nekako vrh EU-ja ne najde, tako pravijo, termina, da bi jih Viktor Orban, kar je sicer v navadi, nagovoril. Skratka, zgleda, da so mostovi med Brusljem in med Budimpešto podrti do te mere, da na nek način Orbanova turneja ne more koristiti širšemu kontekstu spora, lahko pa kvečemu služi kot zelo učinkovita domača kampanja Viktorja Orbana, s katero še enkrat več domačemu ljudstvu v Budimpešti na Madžarskem kaže, da je ne samo lider nacionalnega, ampak tudi globalnega kova. Kar je pravzaprav škoda delno tudi za Evropo. Gotovo. Je pa problematično, recimo, Kijev je bil med tem bombardiran, otroška bolnišnica je bila zadeta, med tem pa daje Orban signale, češ, da morda, če bi se pa Ukrajina umaknila iz regij Donetsk, Lugansk, Zaporožje in Herson, pa bi, recimo, to so regije, ki jih je Rusija samovoljno priključila. Saj veš, še vedno zveni tako. Če pa bistveno spremenite zemljevid, ki je bil v veljavi zadnjih 80 let, potem pa se lahko dogovorimo. Najbrž mislim si, da glede na vse milijarde vložene v ta spopad, v orožje in podobno, tu ne bo lahkega umika niti na ukrajinski strani. Pojdijo še nekoliko na domači parket. Prvič po evropskih volitvah sta se te dni srečala Anže Logar in Peter Gregorčič. Naj ne bi govorila o skupnem političnem nastopu, pa vendarle, kaj recimo lahko prinese s tako srečo, oziroma kako vidiš njun politični potencial in kako ga lahko izkoristite? Ja, tudi jaz v bistvu njunega skupnega političnega nastopa na nek način ne vidim. Zaradi njunih karakterjev, mislim, da se oba vidita na čelu katerekoli kompozicije že kot liderja, oba imata te vodstvene ambicije, pri čemer bodimo realni, samo eden od njiju pa ima res dolgoletno politično kilometrino in temu primerno tudi neke izkušnje. Zdaj, glede političnega kapitala je pa stvar takšna. Pri Anžetu Logarju smo vsi govorili o tistem presenetljivo lepem rezultatu na predsedniških volitvah, od katerih je že nekaj časa mimo, zbral je več kot 400.000 glasov, segel tudi proti sredini. In zanimivo je, da politične analize oziroma analitiki so že v tednih po tem rezultatu govorili: zamujaš, moral bi ustanoviti svojo stranko, sicer bo ta kapital izpuhtel. Ampak leto in pol, skoraj 2 po teh volitvah, še vedno govorijo isto: zamujaš, ušel ti bo politični kapital. Ja, smejiš se, ironično, to pomeni, da po letu in pol oziroma skoraj 2 kar nekaj tega političnega kapitala pri Anžetu Logarju očitno še vedno je. In če pogledamo še na neke objektivne kazalce, kakorkoli na nekih dominantnih meritvah javnega mnenja, še vedno figurira kot 2. do 3. najbolj priljubljena politična figura v tej državi.
Na drugi strani pa menim, da se je nedavno, po nekih stvareh, ki smo jih izvedeli in slišali, malo zapletlo s političnim kapitalom, sicer zelo obetavnega Petra Gregorčiča. Pa preden grem v detalje, se mi zdi morda do gledalcev pošteno, da oba rečeva, da Petra tudi osebno precej dobro poznava, da sva ga imela priložnost poznati in z njim klepetati. Rekel bom za začetek še to, da ga jaz osebno cenim kot zelo spretnega retorika z izpiljenim in tudi takim energičnim javnim nastopom in da ga cenim tudi kot vsestransko razgledanega intelektualca, ki je sicer zelo dobro pripravi na vsak nastop. Tako je, zelo je pripravljen, je v osnovi naravoslovec ali pa bolj tehnik, ki ima pa ogromno, to spoznaš v daljših pogovorih z njim, ogromno družboslovnega znanja. Kaj hočem reči o problemu z njegovim političnim kapitalom? Vendarle pa je še eden v vrsti novih obrazov v slovenski politiki in nekatere napake novih obrazov očitno ponavlja tudi on. Po informacijah, ki so vsaj meni na razpolago, je bila stranka po njegovem dobrem nastopu na evropskih volitvah, mislim, da je bilo koliko, okoli 40,000 preferenčnih glasov. 32,000 je on. 32,000. Je bila ljudska stranka tik na tem, da ga sama povabi k temu, na nek način celo prosi, da naj jih prevzame pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami in jih poskusi vrniti po dolgih letih v parlament. Tega Gregorčič ni vedel in je precej zaletavo ravno na dan, ko naj bi se to sicer precej spontano zgodilo, napadel praktično vse druge ključne odločevalce v stranki, da ga med kampanjo za zadnje volitve niso suportirali in da so na nek način nesposobni. Prišlo je do spora, do, kot pravijo neuradno viri, nekega koleričnega izbruha, po katerem je celo komunikacija med SLS-om in Gregorčičem obstala. Tako mi vsaj pravijo, da te komunikacije ni več in da so tudi možnosti za prevzem te stranke pičle. Zdaj, od tu naprej, bom probal skrajšati pa zaključiti, vidim za Gregorčiča dva scenarija v grobem. Eno je, da se načelno drži tega, kar je v kakšni ožji družbi razlagal pred evropskimi volitvami, torej, če mi ne uspe preboj v Evropski parlament in sicer na tesno mu to ni uspelo, se bom umaknil ne samo iz politike, ampak iz javnega življenja v celoti. To je pač ena varianta. Celo morda iz Slovenije. Ne? Celo morda iz Slovenije, ima stroko, ki je zelo zanimiva, tudi poslovno, bi lahko to počel v tujini. Druga opcija pa je, da ustanovi lasten politični produkt, ker ga, kot pravim, zaradi njegove energije, zaradi njegovih ambicij ne vidim kot nek nepomemben del nečesa večjega. Pričemer pa bo imel seveda pri ustanovitvi lastnega produkta to težavo, da za razliko od relativne naklonjenosti določenega dela medijskega prostora, ki jo je užival zdaj, takrat tega seveda ne bo. Ker takrat ne bo v kompoziciji nobenega širšega pola, ampak bo preprosto vsem na tem polu samo še konkurenca. Tako da mislim, da si je v bistvu z neko neučakanostjo, kar je malo v njegovem karakterju, upam, da te ocene ne bo zameril, precej zaprl vrata za nadaljne poteze. Še eno težavo jaz vidim, in sicer sorazmerno sorodnost potencialnih volivcev Anžeta Logarja in Gregorčiča. Imaš prav, sedel sem v zadnjih dneh z nekaj ljudmi, ki aktivno spremljajo slovensko politiko in morda malo delujejo iz ozadja, da tako rečem, in so prepričani, recimo v tem primeru, ki ga omenjaš, da je veliko glasov, ki so glasovali na evropskih volitvah, 32,000, za nekaj svežega, za nekaj pogumnega, torej za Petra Gregorčiča, že ta hip novih potencialnih volivcev Anžeta Logarja, ne? Ki pa seveda tudi še ne vemo točno, kaj bo storil. Zdi pa se mi, glede na vse vedenje, ki ga imam, da bo pragmatično počakal na zadnjega pol leta pred kampanjo za državnozborske volitve. Morda, kljub vsem pozivom, naj čim prej pride na čistino in nekaj naredi, še najbolj pametno. To uči zgodovina, da je pač karkoli novega na političnem parketu v Sloveniji uspelo samo, če je bilo nek šok tik pred volitvami. Ne. Zdaj, Janez Janša in SDS med tem začenjate že evidentiranje kandidatov za parlamentarne volitve. Je to znak, da se morda približujejo predčasne volitve ali pritisk na Logarja, morda kaj drugega? Gotovo v enem delu pritisk na Logarja, da bi nekako v tej igri živcev popustil, potegnil prvo potezo in bi ga bilo potem lažje do leta 2026 tudi sesekljati javnomnenjsko. V večjem delu pa vidim nekaj, kar pravzaprav Janez Janša počne vsa leta, odkar ga lahko spremljamo. In to je na eni strani s takšnimi potezami segrevanje svoje baze, ki ne sme nikoli biti povsem brez njegovih dražljajev in impulzov, in na drugi strani enako tudi interno svojo stranko oziroma svojimi poslanci. Poenotenje
in na nek način pač Janša poskrbi, da so ves čas vsi na visokih obratih. In nič kaj dosti bolj usodnega od tega, po mojem. Lete je nekoliko dvignil tudi Borut Pahor v intervjuju za N1, pogledal si še to njegovo izjavo. Je mogoče pričakovati, če se nič na strani vladne koalicije ne bo spremenilo pri izpolnitvi nekaterih glavnih pričakovanj, glavnih skrbi in potreb ljudi, da se bo ta trend nadaljeval in da utegne imeti ta vladna koalicija na naslednjih volitvah težave. Torej, če vlada ne bo obrnila tega trenda, začela delati korenito drugače, če vas prav razumem, napovedujete, da bo na naslednjih volitvah ponovno zmagal Janez Janša? To ni izključeno, to sem povedal že takoj na začetku, ko so vsi tako vehementno trdili, da to ni mogoče, to seveda je mogoče. Mislim, da se tudi ljudje na desni sredini želijo nekaterih sprememb, ampak če bo delo levo-sredinske koalicije tako pičlo z rezultati, kot je, potem mogoče ta potreba po spremembah niti ne bo tako izrazita, ker se bo zdelo, da pravzaprav s statusom quo ta desna sredina lahko celo zmaga. In Borut Pahor vidi celo možnost, da bi se v tem poraznem vodenju vlade strani Svobode zgodilo, da bi desnica dobila volitve. Vidiš to opcijo tudi ti? Ja, absolutno se mi zdi, da je potrebno kar ponoviti besede Boruta Pahorja. Na njegovi strani je tudi ena izjemna izkušnja in kilometrina v slovenskem političnem prostoru. Tega, da je naslednja vlada desno-sredinska, absolutno ni za izključiti. Jaz sam imam pomisleke glede četrtega mandata na čelu vlade Janeza Janše. Vendarle je njegova odbojnost tudi znotraj desnega pola v zadnjih letih tudi narasla. Ne samo med slovenskim volilnim telesom na splošno. Zdi se mi, da so določeni mostovi vendarle pogoreli tudi na polu. Slišali smo ne samo Mateja Tonina, tudi nižje recimo predstavnike Nove Slovenije, da so velikokrat tudi v zadnjem času ponovili to misel, da z SDS-om da, ker gre za programsko sorodne stranke, z Janezom Janšo ne. In mislim, da se kaj drastičnega do volitev, pa naj bodo predčasne, kot recimo Janez Janša namiguje, da bi lahko bile ali pa redne, tu ne bo spremenilo. Zdaj, morda še to, Pahor je napovedal pred samimi volitvami v Franciji po svoje tudi zmago Le Penove, oziroma komentiral takrat pričakovano zmago Le Penove. Se lahko v Sloveniji zgodi pravzaprav isto, kot se Le Penovi v Franciji, torej Janši, recimo, da se bo pričakovalo, da zmaga, pa vendarle potem taktično glasovanje proti njemu? Lahko. To se je pravzaprav že zgodilo leta 2022, ne? Ko se je sicer nakazoval poraz Janeza Janše, o tem ni dvoma, ampak se ni nakazoval tako velik, niti skoraj 40% za Gibanje Svoboda, in je bilo to že to sad nekega taktičnega glasovanja in mobilizacije na levi strani. Sicer pa je Borut Pahor napovedal tudi nekaj drugega, česar se bova še verjetno dotaknila, in sicer nekega konca vsega, kar je naplavila tranzicija. Jaz osebno, ko poslušam te besede, pa ne vidim, kako bi bil prelom s tranzicijo samo na levi, torej z izčrpanjem oziroma padanjem moči nekih tranzicijskih ozadij, pa če rečemo temu Milan Kučan, pa ne bo Milan Kučan, ampak vidim tranzicijo in nekaj, kar je iz časov tranzicije ostalo tudi kot hegemonijo na desni strani. Se pravi, ko bo padlo eno, verjetno še drugo, pa pogledaj. Poglej že to Pahorjevo izjavo, Ko se kakšenkrat kritizira sedanjega predsednika vlade in vlado in koalicijo, se pozablja, da gre pravzaprav za otroka nekega 30 let trajajočega procesa, otroka, ki je ujet v ta proces in pravzaprav zelo iz njega ne more izskočiti. In da morda pričakujemo preveč, ko mislimo, da lahko zdaj ta vlada naredi čudeže v tem smislu, da zaigra popolnoma drugačno vlogo, kot je namenjena. No, ampak samo, da končam. Ta proces mislim, da se bliža temu zatonu, da bomo temu priča. Bo pa to imelo potem konsekvence tudi za spremembe na desni sredini. Evo, točno to, kar omenjaš, torej tako na desni kot na levi, pa vendarle, če se obrneva še zdaj na levo,
afera Litijska pravzaprav še ni povsem potihnila in se zdaj vrača kot bumerang Gibanju Svoboda, ne, v teh zadnjih, tudi v zadnji seji parlamenta pred počitnicami je odmevala, ne, torej predvsem ta očitki zoper Goloba in Boštjančiča. Golob istočasno pravzaprav še ni našel obrambnega ministra, čeprav je že od 9. junija jasno, da Marjan Šarec pač v nekaj dneh to ne bo več, ne, zdaj dolžnosti prevzema Golob sami, ne nazadnje, že druga interpelacija zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh se napoveduje, ne, pa vendarle se zdi, da tokrat ni razlog, oziroma da že prej tudi ni, ampak ne, da ne bo razlog, da je čefurka, kot sama pravi, in ženska in migrantka. Ne. Ja, jaz bi rekel, glede recimo Litijske, pa te neke nove polarizacije med Gibanjem Svobodo in SD v koaliciji, se mi zdi, da recimo že izbor nove pravosodne ministrice Andreje Katič strani SD-ja seveda ni bil naključje. To je ministrica, ki, če gledamo njene pretekle funkcije, prihaja iz tistega bolj zelo narekovajih, sicer radikalnega, ampak trdega jedra leve stare SD. In se mi zdi, da je na nek način že neuradno bila pripeljana z nalogo, da vendarle ta zgodba Litijske postane zgodba še koga, ne samo SD-ja, torej tudi Boštjančiča, Goloba in Gibanja Svoboda. Zdaj, kaj je recimo, ne? Vidim, da se v zadnjih dneh veliko piše o tem, tudi v večjih časopisih, ali je SD neka opozicija znotraj koalicije. Jaz iskreno mislim, da ta hip v SD niti sami dobro ne vejo, kaj so. Pa bi dal dva primera. Na eni strani na večer razglasitve rezultatov po evropskih volitvah smo zaznali neko novo korajžo Matjaža Hana kot novega predsednika, ne, ki je zelo jasno Golobu povedal, izgubil si te volitve in ne govori nič drugače, ker to je poraz. Ne. To je bilo neka nova strogost, recimo. Potem par tednov kasneje, še par korakov precej dlje, je Matjaž Nemec izjemno strogo, lahko rečem malo pogovorno, razmontiral Mateja Arčona iz Gibanja Svobode v tisti Tarči. Ne? In dal zelo jasno vedeti, da so nad načinom usklajevanja v tej koaliciji močno nezadovoljni. Po drugi strani sem slišal tudi, da je Matjaž Nemec po tej Tarči dobil klice z vrha stranke v slogu, da se malo umiri, ne počni tega, ne želimo poslabšati svoje pozicije v koaliciji. Tako da, jaz verjamem, da je SD-ju bilo po aferah težko, na hitro so menjali vodstvo stranke, zelo blizu po tej menjavi so prišle evropske volitve in vem, za katerokoli stranko bi bilo nemogoče v upanju, da vsaj tisti en mandat ujamejo, da bi delala interno revolucijo. Smo pa v poletju, pred vročo jesenjo, ko je po mojem edini način za njihovo preživetje na dolgi rok, da se usedejo v neko hladno klet, glede na to, da je zunaj 37 stopinj, in se dogovorijo, kaj v resnici bi radi bili do naslednjih volitev in po njih. Po mojem mnenju, pa če moram jaz recimo dati nek zametek tega odgovora, so lahko privlačni in atraktivni samo v dveh scenarijih. Ko bodo ves čas dajali vedeti, da so z eno nogo zunaj, in da ta koalicija ni tako samoumevna, kot se je zdela do zdaj, in na drugi strani, ko bodo namesto, da sledijo in capljajo za levico v nekih skrajnih programskih točkah, ki zadevajo predvsem davke in socialo, raje izbrali 2 do 3 zelo prečiščena programska poudarka, ki jim bojo potem premočrtno sledili. Zdaj so izgubljeni tako v času, v prostoru in v vsebini, po mojem mnenju. Eden od teh poudarkov, ne, ki so jih dali pred volitvami, 30 dni do specialista, ne, zdravniki še vedno stavkajo, ne, so pa zbrali podpise za uveljavitev zakona, ki bi napad na zdravnike štel kot kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, torej bi zdravnike spremenil pravzaprav izenačil v tem kontekstu s policisti in še nekaterimi drugimi, ne, funkcionarji. Je možno, da se ta zdravniška, zdaj, upravne enote so se nekako razrešile, zdravniška stavka se lahko razreši čez poletje, oziroma bomo jesen stopili z skoraj enoletno stavko? Tu pa nisem tako optimist, da bo po vzoru upravnih enot se našla rešitev za zdravnike, takšna ali drugačna tudi glede zakona, ki ga omenjaš. Zdi se mi namreč, ne, kakorkoli to morda zelo boleče politično, pragmatično zvenelo, da je ta koalicija, predvsem pa tu res mislim na Gibanje Svobode, si preprosto izračunala, da ima veliko več volilnega telesa med državnimi uradniki, kot med nekim razredom slovenskega zdravništva oziroma med delavci v medicini. Mislim celo, da si je Gibanje Svoboda na nek način Fides
zdravnike vzelo kot neke razredne sovražnike oziroma s časoma skozi ta pogajanja dolgotrajna to iz njih naredilo, medtem ko vemo, da pač to veliko volilno telo državnih uradnikov, na nek način mi prvi, ki jih usklajuje in koordinira že leta, pride na misel Branimir Štrukelj, na koncu vedno na volitvah obkroži nekaj, kar omogoča kontinuiteto levo sredini. Če zaključiva doma, morda še eno vprašanje iz tujine, odmeva nekako nastop Joea Bidena, zdaj je sicer na vrhu NATO, uspel speljati govore brez večjih napak, pa vendarle vedno več vplivnih demokratov, celo nazadnje Nancy Pelosi, pozivajo Bidena naj razmisli o svoji kandidaturi, pri čemer se mi zdi zanimivo to, da pravzaprav Bidenove spodrsljaje spremljamo že celoten mandat, Amerika se z njih že 3,5 let, mislim 2 leti in pol dela norca, pa vendarle so šele zdaj demokrati opazili te težave. Nancy Pelosi me je svojim načinom kar nasmejala, rekla je, naj se odloči hitro, ker ni več veliko časa, ali bo res kandidat do konca te bitke ali ne bo, pri čemer ni Biden niti enkrat dal sam vedeti, da je to sploh vprašanje. Skratka mu je na en tak maksimalno eleganten način povedala, da morda bi veljalo razmisliti o umiku. Zdaj, to je zašlo, vmes sem bral tudi v pop vode, George Clooney, veliki zvezdnik iz filmskih platen, ki je tudi, tega nisem vedel, donator demokratske stranke že leta in leta in kar pomemben, je tudi rekel, celo pa zelo izrecno, da je po mojem čas, da Biden se umakne iz te bitke. Zdaj, sklepam lahko samo iz stvari, ki jih vidim, in to je ta govor v New Yorku ob robu zasedanja NATO, kjer je bilo izrazito veliko napora vloženega v to, da je Biden govoril glasno, da je pri tem artikuliral z rokami, pripravili so mu govor, ki ga je v celoti prebral in ga je menda tokrat celo energično in razumljivo prebral, da bi se vmes izgubljal, da Biden neke volje za umik nima. Mislim, vendarle ta hip še vedno vse deluje tako, kot da spremembe ne bo. To bo dvoboj Trump-Biden. Pravzaprav pa, če smem na široko pokomentirati z enim stavkom, žalosten spopad. Za takšno nacijo, za takšno supersilo, dva, pa kar recimo temu, odcvetela in pomalem oba senilna starca. Pa zaključiva s to mislijo današnjo oddajo, ki je mimogrede zadnja oddaja te sezone in hkrati tudi zadnja oddaja z menoj kot voditeljem, sam se namreč iz ekipe Domovine poslavljam, kar pomeni tudi slovo od te oddaje. Hvala vsem, ki ste zvesto spremljali in zaupali tej oddaji in tudi našim drugim, pa upam, da se znova vidimo tudi v prihodnje kakšnim novim izzivom naproti. Peter, absolutno ti želim vse dobro na tvoji poti. Hvala. Pa naj zaključimo to oddajo in s tem sezono še z eno mislijo nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Zelo verjamem v njihovo intuicijo. Ko bodo ljudje presodili, da je prišel čas za spremembe, naj vas to ne skrbi. Slovenci bodo glasovali za spremembe. Pa lep pozdrav in nasvidenje.